Kaj pa to pomeni? No, ti bom pokazal, kaj to pomeni. Tukaj bomo sedaj odigrali, jaz bom oče Egon, to pa moj sin Stanko. Stanko, pridi se. Ja, prosim. Poglej, kakšno sobo imaš, koj bi si jo pospravil. Se že pred enim mesecem pospravil. Pa veš, Stanko, da sobo moraš vsak teden pospravljati. Prosim te, koj bi jo pospravil. Ne gre pospraviti. No, tukaj, kaj si... Zremi grad, ne bi nujno pospraviti krač v sobi. Torej, kaj ste sedaj tukaj videli? Kaj je Stanko naredil? Torej, Stanko je poslušal, ampak ni obogal, da bi pospravil, ne, kar še ostran. A je to dobro naredil, je bilo vredo? Torej, ni bilo dobro. To bomo pa sedaj nadaljevali z drugim prizorom. In sejavec seje dalje. In nekaj semena pade na kamnita tla. In ker ni imelo vlage, se je posušilo. Kaj pomeni to? No, bom ti pokazal. Tukaj sedaj bom zopet igral jaz očeta Stanka, očeta Egona in to je moj sin Stanko. Stanko, pridi sem. Ja, prosim, oče. Nisi si še pospravil sobe, kako si se pospravil. Da, oče, grem. No, hvala. Kako sem že utrujen. Pa še polovico igrač nisem pospravil. Zunaj je pa tako lepo, lep dan. Jaz pa moram tu pospravljati sobo. Ne bom več pogledal, ne da bi se mi, ne da se mi. Grem raje na sprehod. No, sedaj, kaj smo pa tukaj sedaj videli? Kaj je naredil Stanko? Ni pospravil kočke. Ja, ni pospravil do konca, ampak je še več naredil kot prvič. Je šel pospravljati, ampak se je naveličal. In je šel raje ven na sprehod. Je bilo to dobro? Ne, ni bilo dobro, moram bi pospraviti. No, bomo pa sedaj še tretji prizor odigrali. In sejavec seje dalje. In nekaj semena pade med trnje. In trnje zraste in ga zaduši. Kaj to pomeni? No, ti bom pokazal. Bomo še pa enkrat odigrala ta prizor. Pa bi plošnica v roka. Jaz bom zopet oče Egon, sin Stanko, to pa sin Rok, torej sta brata. Stanko in Rok sta brata. Dobro, Rok, lahko tam počakaš. Hvala. Stanko, pridi sem. Ja, prosim, oče. Že dvakrat sem ti rekel, da si pospravil sobo, če nisi končal. Kaj si delal včeraj? No, sedaj pa bom se potrudil, da bom do konca pospravil. Včeraj sem se pa zunaj igral, oče. Ja, moral bi prej pospraviti, pa potem in dve. No, se bom zdaj potrudil, oče. Ja, Stanko, kaj pa delaš? Prosim, Rok. Ja, oče, ti sem obljubil, da bom pospravil do konca sobo z igračami. Gdje ti raj puhti igrači, pa se treba tam igrati. No, pa pojdiva. Bom pa drugič pospravil igrače s sobi. No, kaj pa tukaj sedaj bilo? Kaj je naredil Stanko? Stanko je sobo pospravil. Ja, pa so še igrače so že napravili. Je pa Rok nekaj domovini. Torej, kaj mu je rekel? Naj se gre igrati, mu je rekel. Torej, namesto da bi pospravil igrače, je šel raje, ni spravil, je šel raje igrati. Torej, tudi ni bilo vredo, ne? No, sedaj bomo pa še en četrti prizor odigrali. In sejavec seje dalje. In nekaj semena je padlo na dobro zemljo.
in obrodilo 150 sad. Kaj to pomeni? No, ti bom pokazal. Sedaj bom pa zopet jaz očeta Egona igral in sin Stanko. Stanko, zdaj sem pa že jezen, pridi sem. Da, oče, Povej, kakšno sobo imaš. da, oče, Moral bi jo pospraviti, pa zopet nisi. Kaj si delal? bom oče, bom pospravil, bomo Bogu. Kaj si pa včeraj delal? Igral sem se zunaj na sončku. Pa veš, da je moral pospraviti prej sobo. Ja, bom oče. No, sedaj si pa dobro naredil, hvala, Stanko, hvala. Ampak, da boste vedeli, Stanko ne dela samo tega, ne Stanko, še marsikaj drugega. Ja, tudi rad delam kaj drugega. No, pridi sem, pa bi še poklical Mojco, pa Tino. Pa se lahko tu usedete, troha. Ja sam to rekel, kako me zebe. Ja, prosim, Torej, Rok je rekel, da ga zelo zelo. Da me zelo zebe. takoj bom ti priskrbel, da bo te toplo. Izvoli, Rok, da ti bo pri srčku lahko toplo, pa toplo. Ja hvala. Ni zakaj. Ja, Mojca, prinesel ti bo malo kruha, da bo te prazno. Izvoli, Mojca. Pojej nekaj, da ne boš več lačna. Finca, ne bodi tako žalostna, pevke bom pa ne bodi žalostna, pa bodi plina. Ne bodi več žalostna, prosim, bodi vesela. No, tukaj smo pa sedaj videli, kaj se zgodi, če seme pade v dobro zemljo. Torej obrodi sad, kot sedaj Stanko, ko je prvo sobo pospravil, potem pa še nahranil lačnega, pa obleko, katerega je zeblo in objel, kateri je bil žalosten. No, pa še eno vprašanje bi vam dal, ko bom končal. Katero seme je torej dalo največ sadu? A tisto seme, ko je padlo na kamnita tla? Ne, na zemljo. Na zemljo, ja? Ja, na zemljo. Torej, seme, če pade med trnje, ali na kamnita tla, ali pa na pot, se lahko pohodi, torej ne daje sad. Samo seme, ki pade v dobro zemljo, lahko obrodi sad.